Sedaj pa vabim doktorja Miho Preinfalka, da nam poda svoj referat Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem. Hvala lepa za povabilo in za besedo. Lep pozdrav. Moj referat se bo nekoliko navezal na referat mojega predhodnika, kajti plemstvo v slovenskih deželah je bilo, hočeš nočeš, proti koncu monarhije pretežno nemško usmerjeno, čeprav še zdaleč seveda ne v celoti, pripadno slovenstvu, na eni strani pa plemiški naziv zvestoba Habsburški monarhiji in cesarju se še zdaleč niso izključevali. Ko sem bil pozvan, da naj pošljem naslov svojega referata, sem nekoliko v časovni stiski, pa nekoliko tudi v pomanjkanju idej izbral naslov Leto 1918 in plemstvo na Slovenskem, nekoliko prozaičen, pa tudi relativno splošen naslov, vendar se je kmalu pokazalo, da če bi se držal strogo tega, pravi leta 18 in plemstva v slovenskih deželah, se kaj dosti povedati ne bi dalo. Zato je treba pogledati sliko nekoliko širše, tako časovno, kot tudi prostorsko, in to bom v naslednjih minutah tudi naredil. Začel bi pa z nekim dogodkom, ki se je zgodil 23. januarja 1919. Tega dne je namreč v Turjaški palači, kjer danes domuje mestni muzej, umrl baron Egon Zois. Baron je bil star 71 let, za tiste čase relativno dosegel visoko starost, tako da njegova smrt morda niti ne bi izgubila posebne pozornosti. Moje, če ne bi bilo neke drobne notice, ki sem jo našel v genealoški zbirki enega drugega barona, Ludvika Lazarinija. Namreč Lazarini je ob smrti Egona Zoisa zapisal, da je tega prevrat tako pretresel, da je od tega zbolel in umrl. Takšnih podrobnosti seveda v uradnih dokumentih ne bomo našli, tudi smrtnica, ki jo je za baronom Zoisom dala njegova žena Evgenija, zgolj navaja, da je pokojnik zaspal v Gospodu po kratkem in težkem trpljenju. Vse pa takšne drobnarije najdejo v zasebnih ali napol zasebnih zapisih ali pa krožijo kot ustna tradicija. Tako je na primer recimo Angelika Hribar v spominih na svojega pradeda Karla Plemenitega Kastla zapisala, da je konec vojne in konec monarhije zanj pomenil konec njegovega sveta. Julija 19 je moral potem napisati prisego novemu jugoslovanskemu vladarju. In še istega meseca se mu je kranjska hranilnica, ki jo je omenjal tudi kolega Matič, zahvalila za sodelovanje in ga v bistvu odstavila iz kuratorija zavetišča za neozdravno bolne, kot se je imenoval, ki je bil pod njenim upravljanjem. To pismo je sicer zelo vljudno spoštljivo, vendar je očitno, da je nova država prinesla boleče spremembe za marsikoga, ki je prej zvesto služil cesarju. Kastel je potem kmalu začel bolehati in je potem avgusta 1920 umrl in v družini velja, da je pravzaprav umrl zlomljen zaradi prevrata in propada monarhije. Člani plemstva v našem prostoru so se morali čez noč sprijazniti z dvema novima stvarnostma. Prvič, da ni več cesarja, ki je dajal legitimnost plemstvu, in drugič, da so se znašli v povsem novi državi, kjer je prevladoval slovanski element, na čelu pa je bil kralj, proti kateremu so se še ravno kar bojevali kot oficirji avstrijske vojske. Vendar je to en vidik in tukaj je treba zdaj pogledati ta širši kontekst, ki sem ga omenjal na začetku. Če pogledamo nekoliko nazaj pred letom 1918, lahko vidimo, da odnos plemstva do cesarja in do monarhije niti ni bil tako enoznačen, kot bi pričakovali, ampak ga lahko opišemo kot ambivalentnega. To velja zlasti za odnos plemstva do novega cesarja Karla. Dejstvo je namreč, da plemstvo, zlasti visoko, to aristokracija v ožjem pomenu besede, tisto, ki je imelo nek moč in vpliv, ta aristokracija se večinoma ni postavila v bran cesarja in njegove pozicije, ko bi se pač morala, čeprav se je morala seveda za svoje nazive, časti, privilegije zahvaliti prav Habsburžanom. No, ta razcep med plemstvom, zlasti visokim in pa cesarjem, je imel dolgo zgodovino. Njegove korenine lahko iščemo že v času reformacije in protireformacije. Potem moramo seveda upoštevati absolutizem Leopolda I, pa reformne poskuse Marije Terezije in zlasti Jožefa II.
ki so zmanjševali moč plemstva. Potem so zamere korenile tudi v letu 1848, zaradi popuščanja meščanstva in izgube moči plemstva. Potem je plemstvo zamerilo tudi prevzemanje visokih položajev v upravi in vojski, ki so bili prej pridržani zgolj plemstvu, zdaj so pa seveda prišli na te položaje meščani. Potem je bila tukaj tudi inflacija, kot se je temu reklo, plemiških nazivov v zadnjih letih monarhije. Namreč plemiški nazivi so se podeljevali kot po tekočem traku. Če pogledamo statistiko za zadnjih 200 let med letom 1701 in 1918, lahko vidimo, da je več kot polovico plemiških nazivov, da sta podelila prav zadnja dva cesarja, Franc Jožef in Karl. To so dolgoročni vzroki. Kratkoročni, ki so vezani zgolj na leto 1918, so pa predvsem strah, ki ga je imelo plemstvo v novih razmerah, strah pred izgubo premoženja, strah pred tem, da bi doživeli podobno usodo, kot jo je doživelo rusko plemstvo, prevladovalo tudi prepričanje, da mora monarhija položiti račune za preteklost, da je republika pravzaprav nek naraven razvoj dogodkov. In poleg tega je plemstvo moralo plačati tudi visok krvni davek v prvi svetovni vojni. Plemstvo to visoko, dunajsko, recimo do cesarja Karla ni bilo preveč, oziroma ni bil preveč priljubljen v teh krogih. Imeli so ga za nekega neodločnega, nedoraslega situaciji. Veliko priljubljenosti je zapravil tudi zaradi tako imenovane Sixtove afere, ko je skušal preko svojega svaka na lastno pest skleniti separatni mir s Francijo. To njegovo dejanje so mnogi, tudi plemiči, šteli za izdajo. Čeprav so mnenja o tem seveda še danes deljena. Je pa dejstvo, kot sem omenil, da plemstvo cesarju ni prišlo na pomoč, da bi preprečilo konec monarhije, kar je seveda presenetljivo, kajti brez cesarja ni monarhije in brez monarhije ni plemstva. Mnenja o aristokraciji, torej vladavini najboljših, so bila tudi takrat različna. Širša javnost jim je nasplošno učitala, da so premalo moralni, premalo politično angažirani, da jim gre le za ohranitev lastnih posest in privilegijev in da se ne brigajo za splošno dobro. Kritike so prihajale celo iz vrst plemstva samega. Spet drugi so potem na očitke odgovarjali, da je plemstvo priročen grešni kozel za vse, kar gre v družbi narobe. Če se še nekoliko pomudimo v tistem delu nekdanje monarhije, ki je dobilo ime Nemška Avstrija, lahko rečemo, da je tamkajšnje plemstvo precej prizadela negotovost ob cesarjevi abdikaciji in ob sklicu stavodajne skupščine, ker enostavno niso vedeli, kaj naj pričakujejo. Nihče jih ni povabil k sodelovanju, nekako so čutili, da jih je dinastija zapustila oziroma izdala. Tudi cesar je v svojem manifestu določil, da se morajo razmere spremeniti po pravni poti, zato so se plemiči, ki so bili zbrani v gospodski zbornici, čutili, da ima nekako zvezane roke. Potem je pa tudi kmalu postalo jasno, da stavodajna skupščina ne misli ohraniti gospodske zbornice in plemstvo je zamerilo cesarjev, ker je s svojim manifestom omogočil takšen razvoj dogodkov. Tako se je plemstvo še bolj umaknilo iz politike in se zateklo na svoje posestvo. Plemstvo je bilo do mlade republike sovražno nastrojeno, kajti menili so, da je bila republika oklicana brez pravne podlage. Zgodovinar Rudolf Černin, ki je tudi po rodu grof, je recimo smatral, da je bil za tak razvoj dogodkov kriv oportunizem Avstrijcev. Prebivalstvo se je po njegovem mnenju enostavno priključilo tisti skupini, ki je bila v tistem trenutku najbolj odločena. In to je bila socialdemokratska stranka pod Karlom Reinerjem. Ta je bil vse do konca zelo naklonjen monarhiji, Habsburški dinastiji, je pa preziral plemstvo, ki ga je imel za grobarja monarhije, ampak že kmalu je potem obrnil ploščo in je postal prepričan republikanec. Občutki so bili seveda vzajemni, plemstvo je sovražilo Reinerja, imelo ga je za nezanesljivega, obtoževalo ga je, da je monarhijo očrnil kot ječo narodov in da je bil oportunist, ki je vedno menjal svoja stališča. Dokončno pa se je plemstvo v Nemški Avstriji od nove oblasti odvrnilo, ko je ta 3. aprila 1919 hkrati s protihabsburškimi zakoni sprejelo tudi zakon o odpravi plemstva, njegovih naslovov in časti.
in za neupoštevanje je bila predvidena kazen do 20.000 kron ali pol leta zapora. To je bil eden najstrožjih zakonov, kar se tiče odprave plemstva. Ta zakon, kolikor vem, velja še danes, a se mislim, da ne izvaja več. Poznam pa kar nekaj primerov plemičev, ki so bili v preteklih desetletjih kaznovani, če so uporabljali plemiški naziv v javnosti. No, plemstvo v drugih novonastalih državah se je moralo ubadati s podobnimi problemi. Ko govorimo o plemstvu po letu 18, ga moramo opazovati na dveh ravneh, na formalni oziroma formalno pravni in v zasebni. Kar se tiče zasebne sfere, je pravzaprav to opazovanje, preučevanje oteženo, ker nekih pričevanj, ki bi govorili o tem, kako je plemstvo to dojemalo, te nove razmere, je relativno malo. Kar se pa tiče formalne plati, lahko rečemo, da so se vse novonastale države odločile, da s plemstvom enkrat za vselej odpravijo. Plemiške nazive so tako odpravili na Češkem, na Poljskem, tudi v Nemčiji. Še nadalje so se plemiški nazivi ohranili na Madžarskem, ker je tam monarhija v neki obliki obstajala tudi v medvojnem času in so potem s plemiškimi nazivi dokončno odpravili šele po drugi svetovni vojni. V kraljevini SHS se jim z urejanjem statusa nekdanjega habsburškega plemstva ni mudilo. Določen korak v to smer je sicer naredila država SHS, kot smo slišali že včeraj, ki je z naredbo predsedništva Narodne vlade 23. novembra 1918 v uradnem pisnem komuniciranju odpravila naslavljanje z visokorodnim blagorodnim. Te dva naziva sta bila v tistem času nekako splošno razširjena, sta pa v osnovi pravzaprav bila pridržana plemstvu. Za ta naziv je moral plemič pravzaprav dobiti dovoljenje cesarja. Medtem ko se plemiških nazivov kot takšnih nova oblast še ni dotaknila, te zadeve je bolj konkretno potem določila Vidovdanska ustava 2 leti in pol kasneje, in sicer v ustavi je v drugem poglavju z naslovom Osnovne državljanske pravice in dolžnosti 4. člen določal, če citiram, državljanstvo je vsej kraljevini eno. Vsi državljani so pred zakonom enaki, vsi uživajo enako zaščito oblastov, ne priznavajo se plemstvo, ne naslovi, nekakršnakoli predstva po rojstvu. Kot zanimivost glede odprave plemiških nazivov lahko menim eno notico iz časopisa Jutro z 28. maja 1921, kjer so primerjali to jugoslovansko odpravo plemstva z nemško. Tam piše, recimo, da so nemški socialisti, ko so ustvarjali Weimarsko ustavo, so odpravili plemstvo pro futuro, priznali pa so vse obstoječe naslove, medtem ko je Jugoslavija plemstvo popolnoma zavrgla in je v tem oziru naprednejša nego nemška v svojem postanku polosocialistična republika. Zdaj, kaj je pomenila odprava plemstva dejansko? Za staro aristokracijo pravzaprav ne veliko, kajti nek Auersperg je bil ugleden Auersperg, tudi če ni imel naziva grof, knez ali princ. Recimo, plemstvo tudi ni vsaj intimno priznavalo tega odprave plemiških nazivov, kajti smatralo je, da plemstvo lahko vzame samo tisti, ki ga je podelil, se pravi samo nek suveren vladar. Dostikrat se je plemstvo na to odpravo plemiških nazivov odzvalo tudi ironično. Zanimiva je ena taka precej znana anekdota, ko je grof Adalbert Sternberg si dal izdelati vizitko, na kateri je pisalo Adalbert Sternberg iz rodu grofov Sternbergov, oplemeniten od Karla Velikega in odplemeniten od Karla Renerja. Veliko bolj je bilo prizadeto novo plemstvo, ki se je prej močno prizadevalo za povzdigo plemiški stan. To so bili zlasti oficirji, uradniki, ki so bili poplemeniteni predvsem v času Franca Jožefa in Karla. Recimo nek Globočnik, nek Müller, je bil brez plemiškega naziva zgolj Globočnik ali Müller. No in zanimivo je, da še danes v monarhističnih gibanjih večina članov potomcev tega nižjega plemstva. Kako veliko so dali nekateri na plemiški naziv, kaže primer Slovenca, Jožefa Kremžarja z Ljubljane, ki je kot polkovnik avstrijske vojske po 30 letih nepretrganega služenja bil upravičen do avtomatskega povzdiga v plemiški stan. No in cesar je odloko o povzdigu podpisal 16. oziroma 22. oktobra 1918. Ampak še preden je Kremžar v roke dobil plemiško diplomo, so se zgodile usodne spremembe.
tako da Kremžar diplome ni dobil v roko in je potem še decembra 1918 pisal na Dunaj, da je plačal plemiško diplomo za 600 kron in zahteval, da mu to nemudoma pošlje. No, njegovo zahtevo je potem za obravnavo nemško-avstrijski državni urad za notranje zadeve in je potem odločil tako, da v že izdelano diplomo naj se vnese pripis, da je diploma zaradi abdikacije cesarja Karla brez kakršnih koli javnopravnih učinkov in to so mu potem tudi poslali. Niso bili pa vsi tako navdušeni, recimo Ivan Žolder, ki ga včeraj omenjal kolega Rahten, je recimo bil že leta 17 povzdignil v plemiški stan, formalno je sicer uporabljal naziv Ritterfon, ne vitez, ampak plemiške diplome se ni pa dal nikoli izdelati, niti ni poslal osnutka grba, čeprav ga je notranje ministrstvo k temu večkrat pozvalo. No, plemstvo je bilo v kraljevini SHS med letom 18 in 21 v nekakšni vakuumu inerciji, še vedno je uporabljalo nazive tudi v uradnih dokumentih. En tak primer je recimo primer barona Franca Lazarinija, ko so mu konec novembra 1920 podaljšali funkcijo okrajnega glavarja, mu je poverjeništvo za notranje zadeve poslalo dopis, v katerega nazivajo kot gospod Fran baron Lazarini. Ko pa je šel potem aprila 1924 v pokoj, ga je predsedstvo pokrajinske uprave naslovilo zgolj gospod Franc Xaveri Lazarini brez barona. Vendar plemiški nazivi kljub temu še vedno niso povsem izginili. Tudi v medvojnem obdobju so se tudi v uradnih dokumentih večkrat pojavili, ne da to tudi po drugi svetovni vojni. Na primer, v zapisnikih za plembene komisije leta 1945-1946 imajo člani nekdanjega plemstva, ki so ga razlastili, še vedno plemiške nazive. Recimo, uradniki so zapisali skoraj brez izjeme, da so razlastili grofa Auersperga ali pa barona Kodelija. O plemstvu je pisalo tudi časopisi, sicer redko, ampak večinoma negativno. Recimo že novembra 18 se je pojavil članek v Slovenskem gospodarju, ki je opisoval, kako je plemstvo na Dunaju kradlo iz skladišča Rdečega križa, sicer živila, ki so bila namenjena vojakom. Potem je v letu 19 šlo več prispevkov, recimo slovenski narod je v avgustu 19 podal opis hrvaško-srbskih odnosov, zanikal, da bi med njimi prišlo do nasproti in navedel, citiram, noben Hrvat se ne boji srbske hegemonije, ker ve, da je ni, da je ne more biti. Hegemonije se boji samo Žid, Frankovec, Plemič, torej tujec, sovražnik. No, recimo časopis Jugoslavija je pa ob obletnici Zrinsko-Frankopanske zarote aprila 1919 podarjalo staro misel, da je bilo plemstvo na slovenskem občini tuje in da so bili kljub pozitivni vlogi v času reformacije zvesti sluge Habsburžanov, da je prav ta zarota Zrinsko-Frankopanske pomenila žarek svobode, ki je bila potem zatrta od Habsburške oblasti in zatrto je bilo tudi plemstvo. Potem zaključijo zanimivo, ako bi se uresničila Zrinskega misel, slovenske hrvaške dežele bi se združile proti Dunaju v eno celoto in Zrinski bi bil jugoslovanski kralj. No in pa še en članek, Slovenski gospodar, objavi aprila 1919 članek spomenljiv naslovno spomini na naše suženstvo, omenja gradove, na kateri so v srednjem in novem veku prebivali vitezi, plemiči, graščaki, grofi, baroni, ki so bili skoraj izključno nemškega rodu. Potem omenja Habsburžane, ki so bili naši tlačitelji, zabiralci in tako naprej, in da smo se končno tega otresli in da je posijalo, kot piše, sonce zlate svobode. No, če gledamo časopise, vidimo izrazito črno-belo sliko, ne najdemo nobene pozitivne podobe Plemiča, pozabljena oziroma nikoli reflektirana, ni bila pozitivna vloga plemstva. To odkrivamo z neke časovne distance še danes. No in tudi danes recimo uporabljamo plemiške nazive, ampak zgolj v nekem ironičnem oziroma negativnem pomenu, recimo baronija, poznamo primer, ko s tem označujemo nekaj samovoljne kapitaliste, tajkune, recimo Ivan Zidar je bil znan gradbeni baron, ali pa Hilda Tošak, ki je gradbena baronica. No, za konec, kako rečemo, da je veliko število predvsem nižjega in nemško usmerjenega plemstva, ki ni želelo živeti v novi slovanski kraljevini, se je izselilo, medtem ko so številne stare plemiške rodbine z bolj ali manj obsežno središko posestjo tukaj so ostale, nekatere so tudi sprejele jugoslovansko državljanstvo,
nedvomno seveda bolj iz pragmatičnih razlogov kot iz pripadnosti novi državi. Kako so pa med obema vojnama ti plemiči tukaj živeli, je pa stvar za kakšno drugo priložnost.